Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Rdeča strast je naslov nedavno objavljenega romana Ivane Gantar, uveljavljene literarne ustvarjalke, ki jo danes pozdravljamo tudi v naši oddaji o kulturi. Pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Dober dan, pozdravljeni, hvala za povabilo. Pred 9 leti, pravzaprav leta 2017, ste objavili prvi roman z naslovom V sekundi od angela do hudiča. Takrat ste se sprehodili po vašem življenju pravzaprav. Ja, tisti roman je nastajal kar dolg časa tudi ne kot roman, ker sem samo zapisovala neke stvari, sem rekla, stvari so take, pač, da se mi zdi škoda, da moji otroci tega ne bi imeli v arhivih. In ko se mi je tega nabral cel kup, sem rekla, zdaj pa boljš, da tu gre v knjigo, kot pa da te listki pa te papirčki pa te zvezki ostanejo nekje v kakšnih predalih, pa se pol cajtam zgubijo. Tako je nastala knjiga, pač V sekundi od angela do hudiča. Mnogo več kot samo zbirka teh vaših lističev. Ja. V drugem romanu ste se posvetili Downovemu sindromu, pravzaprav, ne? Ja. To je neka posebna oblika pripovedi, ne? Ja, malo težja oblika je že, ker je zahtevala, spuščala sem se tudi kar precej v te medicinske znanosti, sem mogla kar precej enih strokovnih knjig tudi prebrati, da sem skozi to lahko prišla nekako toliko dostojno, da lahko tudi kakšen zdravnik to prebere, pa se naznaža. Vendar, se pravim, vodila me je pa ta stvar, kako se bi mogoče dalo tudi take otroke pripeljati do enega solidnega poklica, do nekega normalnega življenja. In poskusila sem se malo poigravati s tem in videla sem v tem edino to, da bi bila družina vsa združena, da bi pomagala, da se res vsi posvetijo v vseh pogledih temu otroku in ga peljejo in ga spodbujajo. In to je bil predvsem ta namen, pokazati ljudem, da je v družini tista pač leglo, družina je leglo, od kjer lahko izhajajo dobri pa pozitivni otroci. Kljub tem, da so hendikepirani. Kljub težavam, ki jih nosijo v svojem vsakdanu. Povejte nam, kakšni so bili odzivi na ti dve prvi vaši knjigi? Na prvo, čeprav je stara že 9 let, so še danes odzivi. In to taki prav malo neverjetni. Ni dolgo nazaj, sem dobila na mail iz Ljubljane eno pismo od enega glasbenika, ki je pač opisal, da kako neverjetno, kako sem se mogla odkriti, da kako to name vpliva, da sem se tukaj razkrila svoje otroštvo. Ta del mu ni šel nekako v glavo, pa kako smo lahko na ta način živeli, pa vseeno prišli skozi življenje nekako normalni ljudje, ker je bilo so bili neki taki čudni slučaji, ki bi te lahko zaznamovalo za celo življenje, ampak nas ni. Vseh 5 otrok je šlo normalno skozi tole. V svoji 3. knjigi, ki ste jo nedavno tega izdali, tej knjigi ste dali naslov Rdeča strast, pa se posvečate pravzaprav moškim ali moškim in ženskam odnosom. Povejte nam kaj več o tem. Predvsem odnosu, v bistvu sem začela pisati da bi se postavila v vlogo nekega moškega, ampak sem tudi vseeno sem malo drugače si bila najprej zapeljala stvar, ampak pol me je pa nekako kar samo vodilo naprej in se mi je kar odpiralo neka zgodba in ko se je nisem pustila, je nisem hotela dati na stran in pa peljati tisto prvotno pot naprej in sem se kar prepustila tistim svojim idejam. In pol je nastajalo, pač kar je nastajalo. In je to čist samo iniciativno so prihajale nove zgodbe, novi liki, novi dogodki. Glavni junak te zgodbe je, mislim, da Mirko, ki je strašno zaljubljen v svojo princesko, kar pa je tudi na nek način usodno, ne? Zelo usodno za njega. In sploh skozi vse življenje je bil
ta Mirko je bil tak posebnež, no, rdečih las se ni mogel ubraniti in kamor je prišel, če je zagledal rdeče lase, so ga kar posrkale v te punce vase in se ni mogel ubraniti tem rdečim lasem, no, in se je srečeval skozi življenje tudi z drugimi rdečelaskami, ampak zmeraj je imel nek kontakt tudi z njimi. Nikoli se ni šlo kar tak mimo bežno, ampak zmeraj je bil nek dotik. Ste se kdaj v vašem življenju srečali s takim Mirkom? Ne, to me vsi sprašujejo, če je kaj iz tega resnično, ampak ne, sreča moja, da ne, no. In tudi približno takega moškega nisem nikoli v življenju srečala, čeprav je tu ena taka dobričina. Takih moških manjka pravzaprav, čeprav z unga dela, kako je bil labilen, tam tist mošk mu ne pritiče, ampak pač tale moj Mirko pač je tudi tak in je malo preveč včasih labilen. V knjižno zgodbo vpeljete tudi širšo družino, okolje, tudi starše, ki so na nek način tako zelo vplivni in prevladujoči v nekaterih obzirih. Ja, predvsem njeni starši, ker to pol se izkaže, da to niso njeni starši, krvni starši, a ne so tole krušni starši. Čeprav prej, ko ste me vprašali o tem, mislim, zgodbo sem hotela tudi zapeljati v to smer, da se ne bi kako vplivajo lahko skrivnosti, skrite stvari, neke resnice pritajene, kaj družine, včasih je bilo tega, mislim, da še veliko več, upam, da danes tega čim manj, neke prekrite resnice, ki prihajajo pol na dan, kako lahko človeka posjedejo na tla, ne, vržejo ob tla in to sem si nekako tudi zadala, da bom te stvari mal opisala, kako naj ljudje tega ne počnejo. Ampak se pravim, upam, da je tega danes čim manj. Včasih povem, da so bilo takih prikritih stvari v družinah, jih je bilo ogromno, ker so ljudje pol gledali, zakaj so otroci, na primer, rojeni s hibami, pa niso vedeli, od kje tu prihaja, in to so bile krvne vezi, ki so mladi ljudje niso vedeli, da so v sorodstvu, v resnici so pa bili sorodniki, a ne? In pa so se rojevali razni taki mal čudni, z vsemi hibami pač otroci. In to sem hotela tudi, no, da bi bila nekak rdeča nit skozi knjigo. Čeprav je teh mojih rdečih niti kar nekaj. Veliko niti ste prepletli v ta... Cela košara. v ta roman. Ja. 500 strani skoraj, to je resno veliko delo, ne? Ja, kar precej je tega ratalo, res nisem si na začetku mislila, čeprav, lahko bi bila knjiga zelo tanjša, z manj strani, sam sem rekla, temu, kaj je delal Prelom, naj naredi malo večjo pisavo, ker ljudje berejo, tudi starejši ljudje, potem lažje berejo, ne, tiste črke, ki so manjše, je težje berljivo, vsaj za mlade ne, ampak za take, kot sem pa jaz pa že, ne, in tudi v postelj zvečer ljudje veliko berejo in v postelj brati je spet to malo otežuje, ne, če imaš premičkane črke. Mogoče bi bilo kar le tam okoli 300-400 strani, če bi te črke bile malo manjše. Ja, in bi dodali še zraven povečevalno steklo. Ja. Se šalim. Povejte nam kaj o vaši metodi dela. Zanima me, imate, ko se lotite nove knjige, pravzaprav že izrisano celo nit, celo zgodbo, okostje, ali se to dogaja kar tako neposredno v živo? Ja, neko okostje imam, ja, sam potem me to zapelje, Bog ved kam, in se te stvari velikrat spremenijo, naprimer vmes čez zaidem, pa se moram pol malo zbrati, pa malo nazaj jeti popravljati. Sam največkrat pol rajš ne popravljam, pa sledim instinktu in grem kar naprej. Tako da stvar ni na začetku nič, ne poznam še konca, no, ko začnem pisati. In ta konc je pol pač ga pripelje sama moja intuicija, kako bom to speljala in
domišljija pač me vodi skozi vse skupaj in pišem. In največkrat se to dogaja po noč, naprimer, ko v snu me zbudi in je najbolj, da ostanem pa zapišem. Ker takrat, če tisto ne zapišem, pol to verjetno ni več. Ni mogoče najti nazaj, preklicati. Pomembno vlogo pri nastajanju vsake knjige imajo tudi uredniki, urednice. V kolofonu beremo, da so vam pri končni podobi zapisanega pomagali Ana Balantič, Mojca Novak in ChatGPT. Ta zadnji, slednji je nekam nenavaden, povejte nam, kako se delujeta. Moram povedati, da je začela Ana Balantič, pol se je pa njej zdravstveno stanje kar nekako poslabšalo in je rekla, jaz tega ne morem več. In pol sem iskala, sem rekla, kaj naj zdaj naredim, ne. Pa sem najdla eno študentko, slavistko, in je rekla, jaz imam zdaj take pa take obveznosti, jaz bom tu zdaj malo težji, daj pomagaj si s tem chatom GPT. In sem jaz res poskusila ta chat GPT in sem bila, nisem prej tega nič poznala. In ko sem to par strani jim poslala, so meni poslali nazaj še kar tak, kako bom rekla, solidno napisana stvar, ampak v nekem stilu, ki ni bil moj. In sem tisto pol mogla precej tudi sama preurediti, pa potem je tale Mojca še zmeraj je rekla tu ja, tu ne, in mi je pomagala precej. Vendar glavnino nekako pa lahko rečem, da je naredil ChatGPT. Sam se pravim, veliko stvari imajo v nekem stilu, ki meni ni bil blizu, nekaj se mi je zdelo, da so me čest spremenili, nisem tu jaz več. Knjigo ste razdelili na 50 poglavij, 50 razdelkov, s tem, da zadnji je epilog. Kot vemo, v prejšnjih knjigah ste se epilogom stalno izogibali. Ja, nimam, tudi, ko berem knjige, druge knjige, ko berem, imam rada, da se knjiga zaključi brez epiloga. Ampak tukaj nisem znala priti do enega zaključka, ker nisem hotela, da bi ta dva človeka, ki sta izvedela za to skrivnost, ki jih je vodila skozi življenje, ki jih je pripeljala skupaj, bom tudi rekla, ki jih je združila, ker nisem znala napisati, kako bosta ona dva srečna, ker želela sem, da je pač le srečen konc. In sem rekla, zdaj pa se nisem mogla izogniti epilogu, čeprav ta epilogi niso moj način pisanja. No. Vas lahko prosim, da nam nekaj stavkov, odstavek ali dva preberete? Lahko. Mogoče tega prav tukaj iz epiloga? Aha. Za občutek? Ja, hvala. Sprva sta se poskušala ljubiti le v mislih, z razdaljo v posteli, z molkom v besedah, z obotavljanjem v dotikih. Vsaka noč je nosila v sebi opomin, vsak pogled je imel svoj scenarij, a srce se ni oziralo na krvne slike. Z leti je notranji glas postajal tišji. Resnica iz pisma, ki je nekoč močno skelela, se je spremenila v brazgotino, ki je le še spominjala. Včasih je kdo omenil podobnost, kak nasmeh, ista poteza, obrvi. Mirko in Hrvojka sta se takrat le spogledala, se od srca nasmejala in preprosto molčala. Vsega ne bomo izdali, ne? Ne. Hvala lepa za prebrani odlomek. Se me je malo zatikalo. Kakšna bo sedaj prihodnost knjige? Boste z njo potovali med bralce? Ja, bom, želja je taka, zdaj malo sem, kako bom rekla, malo bom težji zdaj jaz tu počela, ker sem še trenutno malo ovirana, zaradi enega pač posega kirurškega. Ampak želja je taka, poskusila bom, da bo čim prej prišla v vse knjižnice, kar je pomembno, da bralc najprej, da pride, da je to stik z bralci, prvi stik z bralci, pa tudi kakšno predstavitev bom še, bila je pa že predstavitev v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija prejšnji teden, tako da tam se mi zdi, da je bilo še kar tako odmevno. In tudi precej poslušalcev je prišlo in tudi knjiga je, videti je bilo, no, da so jo sprejeli že takrat tisti poslušalci, tisti obiskovalci. Prvi odzivi so? Prvi odzivi so kar taki simpatični,
kako bom rekla, me sprašujejo, odkje mi ideja, vse hočejo videti od mene. Čeprav jaz na marsikaj ne znam niti odgovoriti, ker se mi zdi, da je to tak samoiniciativna stvar, ki je priorila iz mene, da sploh ne znam se niti sama, ne najdem v sebi tizga, ki bi rekla, zaradi tega sem jaz to pisala. Ni, ampak preprosto domišljija. V javnosti ste znani tudi kot uspešna ljubiteljska gledališčnica, igralka. Ste vključeni sedaj tudi v nov projekt pri gledališkem društvu v Idriji? No, te moram malo popraviti. Brez pridevnika uspešna, na primer. Ja, tudi nov projekt sem vključena, to je še kar tak zajeten projekt. Bomo pač igrali slepe ljudi, kar je pa posebni izziv, težak izziv. Če si predstavljate, kako hodiš po hiši, ka ni luči, potem vse tipaš, ampak tam ti je znan prostor, oder pa ni znan prostor, ne, in se ga moraš vse korake prešteti od tukaj do tukaj, pa še kar zajetna stvar, predvsem za take letnike, kot sem jaz. Sodelovali boste, mislim, da z Metko Pavšič, ki ima tudi osebne izkušnje z tega področja in je tudi uveljavljena in spoštovana gledališka ustvarjalka. Ja, posebna čast nas je letos doletela, da je Metka tudi naša glavna igralka. In če smem izdati skrivnost, ona bo v predstavi edina videla. To je čist, ko gledamo zdaj, naprimer, ko imamo vaje, mi smo pač slepi, ona pa dejansko hodi po odru, kot da vidi. Tako da to se mi zdi, da bo odigrala vrhunsko. Ona je pač res igralka po srcu, po duši. Se veselimo premiere. Hvala. Čestitam vam za knjigo. Povejte nam še to, pišete sedaj kaj? Ustvarjate? Načrtujete? Pišem, imam eno pravljico otroško, pa čakam, da bo Kristina se malo rešila vseh teh njenih obveznosti, da bo naredila ilustracije. Pišem pa tudi kratke zgodbe, jih imam kar nekaj že napisanih, upam, da bo enkrat v prihodnosti tisto šlo v knjigi, pa upam, da bom končala s temi mojimi knjigami, ker to praktično je ekonomsko gledano ni računice. Sam delaš, zapravljaš, pa nimaš kaj dosti od tega. Tako da ta kultura je bolj tak. Za dušo? Za dušo. Omenili ste Kristino, povejva to, da to je vaša vnukinja. Ja. Ki je tudi sicer glasbenica in aktivna na 101 področju. In tudi ona je avtorica te likovne opreme v tej vaši knjigi. Ja, ta moja vnukinja je res eno tako posebno dekle. Letos končuje magisterij na Akademiji v Ljubljani in je pa taka strastna risarka. Ona ima stopa še ena stvar narisana v njenih listih in knjigah in zvezkih doma. In jaz jo občudujem, kako ona to res take neverjetne. Sam, če se spomnim enega levje glave, kako je narisala leva, to sem bi rekel človek, to je slika, to je fotka. Ampak tak je narisana res, jaz nisem mogla verjeti, da je to slika. Mislim, risba. Ivanka Gantar, čestitke vaši ilustratorki, čestitke vam za objavljeno knjigo. In še veliko literarnih izzivov vam želim. Ja, hvala. Hvala tudi za povabilo v vaš studio. Hvala vsem bralcem, ki boste vzeli knjigo v roko. Upam, da boste ob njej uživali, da vam bom skrajšala, polepšala kakšen večer in tak naprej. Da boste še naprej vzeli radi moje knjige v roke. Tudi one dve prejšnji, mislim, da nista za pustiti v knjižnicah. Je treba kar sposojati, pobrati. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.